smo No Offense, poslušate Radioaktivno. Oh, yeah. Ob oknu sedim, gledam na cesto, frisen zelen, občudujem tiho mesto brez napak. Želim si, da bi bila ta tišina v meni. Gledam ljudi, ki se za roke držijo, otroke, ki se iskreno smejijo, mali pes. Želim si, da bi bilo to veselje v meni, karkoli drugega kakor panika, panika, wow, panika, 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 wow, panika, panika. Rad bi čutil kot normalni ljudje, rad ne bi mislil skozi to, da svet do kraja v pizdi je. Rad bi se smejal, rad bi s prijatelji se napil, rad bi se jokal, rad bi ubižil. Vojna spet, to me do kraja depresira, pa kaj glupi ste ljudje, da za bogate bi umiral. No fašist, parlamento je banano, pa kaj mutavi ljudje, smo volno opice v plano. Rad bi čutil kot normalni ljudje, rad ne bi mislil skozi to, da svet od kraja v pizdi je. Rad bi se smejal, rad bi s prijatelji se napil, rad bi se jokal, rad bi ubižil. Rad bi čutil kot normalni ljudje, rad ne bi mislil skozi to, da svet od kraja v pizdi je. Rad bi se smejal, rad bi s prijatelji se napil, rad bi se jokal, rad bi ubižil. Rad bi čutil kot normalni ljudje, rad ne bi mislil skozi to, da svet od kraja v pizdi je. Rad bi se smejal, rad bi s prijatelji se napil, rad bi se jokal, rad bi ubižil. Skupina No Offense, skladba, ki smo slišali, je Ni panike, album, ki ga bomo danes poslušali, Čudovito in čudno, z mano pa Renato, Anže in Samo. Lepo zdrav vsem trem. Čau, Boštjan. Hello. Srečali smo se nadaljavo leta 2021, takrat z albumom Sonce, voda, zrak, svoboda. Kaj mislite, imamo še vse, kar sem naštel na voljo ali ne več? Sonca preveč. Ja, vode tudi preveč. In premalo hkrati, odvisno kje. Tako, svobode vedno manj. Zrak odvisno od mesta. Tako da ja. Kar v kurcu, ja. Kaj pa svobode? Vedno manj pravimo se nam zdi. Čeprav smešno, ne glede na to, da smo nazadnje govorili v COVID času. Tako. Ja, vseeno se je v tem času nekaj spremenilo, tako da je mogoče za en odtenek več. Če gledamo pod Alpami, globalno pa verjetno manj. Mogoče smo samo manj optimistični, se nas leta malo zbrusla ali nekaj. Tako, težko je imeti neko upanje, se mi zdi, v prihodnost, iz leta v leto je teže. Ampak imam čutek, da ste pa vi optimisti. Probamo ohranjati, no, ampak tudi skozi ta drugi album se nekako vidi, da so tematike dost obarvane, ne malo na vse dogajanje, ki zdaj se po svetu dogaja in je v bistvu nam greni življenje, ampak ja, hkrati se trudimo tudi spodbujati ta optimizem, ampak mislim, da med drugim tudi zato, ker rabimo tudi sami sebe spodbujati, ker če gledaš sam črno, bolj ne moreš nič narediti. Zato sedaj pravite čudovito in čudno. Tako. Je čudovito čudno? Čudno je čudovito. Tak je nastav tudi vašega novega albuma. Pričeli smo ta pogovor s skladbo Ni panike, pa je res ni? Ne, absolutno je panika. Ta naslov je totalno ironičen. Refren tega komada je v resnici panika, ne. Ja, v bistvu začnemo album z neko dost cinično noto, ampak hkrati lih iskanjem tega upanja, ne, pač nekako, kar povem že. Ja, rad bi čutil, ne, rad bi se s prijatelji napil, rad bi se jokal, rad bi ubežil, ne, kot večkrat slišimo v tem komadu in to je tudi nekako to glavno sporočilo, ne, da pač probamo odmisliti stvari, probamo iti dalje, ne. Druga, ki bomo spustili, bo najkrajša na vašem novem albumu, to so Stopinje v snegu. To je tudi naš najkrajši komad na splošno. Z njim tekmuje samo komad Psihopat iz prejšnjega albuma, ki je
mislim, da 9 sekund daljši. Stopinje v snegu, drugače ta komad mi je en od ljubših. Je edini hardcore komad na tej plati in govori o smrti. Imel sem eno obdobje, ko sem se ful s tem ukvarjal in je ta komad prišel ven kot nek vtis, kako kratka življenja imamo in kako iščemo smisel v njih. Šok, laž, sram, tolaža slovenščina tiho, beg, boj, obud, čas, predajno se snege zledi, gnev in groza in nosim ljubezen, stopinje v snegu so moje, gnev in groza in nosim ljubezen, stopinje v snegu so moje, gnev in groza in nosim ljubezen, stopinje v snegu so moje, gnev in groza in nosim ljubezen, stopinje v snegu so moje. Stopinje v snegu, skupine No Offense, čeprav smo julija, pa že vi razmišljate o snegu. Ja, tako je. Le sej, klasika, ne? Ko je vroče, se hočeš ohladiti, ker ti je mrzlo, hočeš, da ti je toplo. Fantje, kako ste si v skupini No Offense natiz umetno inteligenco? Jaz nisem navdušen. Jaz tudi ne. Meni gre kar na živce, da umetna inteligenca ustvarja umetnost in umetniki morajo delati, da lahko preživijo, pač ne vem. Tukaj obstaja en dober mim, ki vsaj jaz ga dost, bi rekel, vibam z njim, tole, da point je bil, da bomo naredili robote, da bodo delali namesto nas in mi bomo pa pisali glasbo, pa ustvarjali, pa risali, pa nekaj, ne, da bodo pač roboti ustvarjali art, mi bomo pa mogli delati. Mislim, da umetna inteligenca gre v to napačno smer, ne. Hkrati pa v bistvu še zmer, ne, to vsaj na tem nivoju, bolj kot ne, en kup kraje v resnici, ne, kar se tudi marsikateri umetniki pritožujejo. Je pa tudi tako, da pač neka dela pa bo olajšala, ne, tako da ko bo zadeva to, če bo pač odnesla neke administracije nekim ljudem na koncu tudi, zakaj pa ne, no, ampak tako, za ljudi, ne za robote ali kaj. Meni drugače pride včasih prav tudi v službi, v ChatGPT kaj vrš in mi da potem kaj, iz česar lahko črpam za ideje. Sam po sebi nisem vedel dosti dober, da bi karkoli pametnega sestavil, ampak ne spodbudi moje možgane. Tako da ja, pač ima svojo uporabnost, ampak ja, gre pa v crazy smeri, neke lenobe in neoriginalnosti vse skupaj. In kraje, kakor je že rekel, ja. Pri pripravi intervjuja v zadnjem času si pomagam z umetno inteligenco, sicer z Microsoftovim copilotom. Upisal sem besedo No Offense in mi napiše nazaj naslednje. Bom prevedel v slovenščino. Če imate kako vprašanje ali rabite pomoč, potem kar prosto vprašajte. Tako da vas ni takoj na prvo žogo vrglo ven. Okay. Potem ste dodal zraven še band No Offense in umetna inteligenca še vedno razmišljala enako. Tudi vas te najde. Ko pa ste napisal skupina No Offense, od takrat pa ve, da ste punk band iz Slovenije. Wow. Ok, odlično. Drugače mi je pa tudi zanimivo, mislim, vsaka čas, da nas prepozna, tako da dajmo upati, da to nekaj pomeni. Še Apple Music nas ne najde, vedno drugače. Zanj sem se prav totalno mučil, da sem pač najdel naš band. Also združil naše komade skupaj z enim No Offense iz Amerike. Ok, malo je to on a tangent, ampak fun fact. Ne, jaz sem tudi mislil fun fact povedati, da smo objavili fotko za nagradno igro, za vinilko, ne, če se ne motam, ali za nekaj. Ne, za majice pa CD-je. Ja, tako. Pa karte za koncert. Tako, je pač naredil dizajn Renato v Photoshopu, ampak Instagram se je odločil in nas je označil, da je slika nastala z umetno inteligenco. In smo bili kar tako začudeni malo, kaj se dogaja. Ja, malo sem bil annoyed. Ja, sedaj se pa začeli kanali družabnih omrežij in umetna inteligenca med seboj tepsti. Ja, malo se bojo sami še roboti pogovarjali na socialnih omrežjih. Kot sem dejal, ste slovenska punk skupina, od leta 2018 delujete. Ne, zares. Delujemo, bi rekel, od 2020, takrat smo imeli prvi koncert. Smo se pa zbrali 2018, to je res, ja. Pa pač se začeli malo spoznavati z našimi inštrumenti. Rabili smo 2 leti, da smo približno vedeli, kaj delamo. Gremo k tretji, ki bo v srbo-slovenščini, sicer Slani Krugovi. Srbo-slovenščina. Plan je bil, da je samo v srbščini. Dali smo celo enemu kolegu iz Srbije, da nam je malo lektoriral. Surprisingly enough, ne toliko srbsko na koncu izpadlo vse skupaj, ja. Mislim, tako, zdaj vemo, da če damo komu zalektorirati, da ne njemu, no, ker čisto po domač povedan je naredil še kar shit job. Ampak ga imamo zelo radi. Ja, to pa ja. Relja! We love you.
Tako, no ja, ampak ja, se nam je zdelo tudi čisto simpatično po svoje, ker tudi mi nismo ta generacija več, ki bi se učili srbo-hrvaško v šolah in tako naprej. In nam je bilo čisto simpatično, da je malo popačeno, ampak tako ne, z tem pač potrudili smo se, pa je itak v bistvu ne, z eno to željo. Mi imamo zelo radi Balkan, no, smo tudi bili, se to smo po mojem že prvič govorili na eni Turci, dol po, smo imeli 3 špile. Takrat še nismo bili. Takrat še nismo bili, aha. Mislim, da ne. Smo imeli 3 špile, se pravi eno krajšo Turco v Zenici, v Beogradu in v Novem Sadu. To je bilo 2022 poletje. Tako, poletje 2022. Potem smo pa še parkrat dol špilali, no, vedno so zelo lepo sprejeti, no, in tudi ta komad Slani krugovi je bil napisan za idejo, da naredimo en komad v enem od balkanskih jezikov in da bojo ljudje lahko peli z nami v svojem jeziku, no. Mislijo, da ti me voliš zbog tega, ko sem ja v stvari, a ne zbog toga, što sam pravem trenu bio u baru. Nema kiše, jak je dovoljno da sakriram i suze, koja bi mi isprala tugu kiše, koja vratila bi verom i u svet. Znam da nisam jedini kurac mali. Čudovito in čudno je album, ki ga danes zavrtimo v oddaji radioaktivne skupine No Offense. Kot sem dejal, leta 2018, kot piše začetki oziroma osnova benda 2020 prvi koncert. Sprva ste delovali kot trio, kasneje se razširili v kvartet. Ja, ampak to je bilo pa še pred 2018. 2018 maja se nam je pridružil Filip na bobnih. Predtem smo bili pa samo mi trije, ja. Mislim, da smo 1-2 komada napisali kot trio v resnici. Mala princeska pa Desensitized, če se ne motim. To je bilo zelo tako priložnostno. Pa garažno najstniško, da tako rečem. To smo se dobivali še brez placa za vaje, večinoma pri komu doma, ja, pri Renatu večinoma. Pa jaz sem imel edini električno kitaro še, Anže je imel neko akustično iz Tabornikov.
Na katero je napisal Lisičko, tega smo že imeli v resnici, evo. Ja, lušni časi v resnici, nismo imeli pojma, kva delamo. Vas je združila fakulteta za socialno delo? Ja, jaz pa sama sva bila sošolca, v bistvu k njemu sem se usedel prvi dan faksa v resnici. In bila je ljubezen na prvi pogled. Tako je. On je ta, ki me je pripravil, da sem iz svojega 10-letnega počitka spet privlekel bas, ki ga že prej nisem znal igrati, no za zdaj sem se ga pa že malo naučil. Ampak samo je bil dejansko enemu bendu prej. So igrali Are You Gonna Be My Girl, ne? Wow. Ja. Igrali je močna beseda, ampak probali smo ga pa igrati. Masakrirali so ga. Tako, po domače. profesionalno masakrirali. Žeta sva vas poznala v najmu tretjemu njegovemu drugemu letniku na praksi v Srbiji, evo spet Balkan, kjer smo šli delati v par različnih zavodov za ljudi z duševnim zdravjem, oziroma s težavami v duševnem zdravju in probali v bistvu reorganizirati, ali kako ne rečem, da bi malo bolj človeški postali, oziroma da bi delali na temu, da ljudje ne obstanejo tam noter, ampak da se preselijo ven v skupnost in lahko živijo kot del družbe. Tako, potem pa, da ne pozabimo, zdaj tega izgubljenega bobnarja. On je bil pa v bistvu z mano dolga leta pri tabornikih in potem smo pač iskali bobnarja, smo njemu rekli in je bil zelo zano. In je vse v bistvu, tako kot je že Renato opisal, vsi od nas, ki smo pač prišli v band, Renato je še najbolj znal zares igrati inštrumente. Vsi ostali smo se pol v bistvu še mogli, noben ni začel čisto z nule, ampak tako, od 1 do 10, ko začeli smo na pol, pa smo pa, ko smo začeli band, se začeli še hkrati učiti špilati, tako da je bilo zanimivo, dajmo tako reči. Vse to, da sem znal igrati kitaro, sem nadomestil s tem, da res nisem znal peti. Ja, kot bi rekli, voja dela mojstra. Tako. Yep. Naslednja bo krasni novi skret. Tega sem napisal jaz, naslov se je spomnil Anže. Mislim, da sem mu rekel za istočnico, da bi rad en tak naslov, kot ima en band Diarrhea Exploziv, svoje komade in cel vibe. In je Anže krasni novi skret predlagal in smo se takoj zaljubili ta naslov. Pa res je zadev pač tematiko komada pač z njim. Komad sem napisal prvo kot nek tak malo počasnejši Weezer type komad, ampak vem, da moj band ful sovraži, če prenesem počasne komade na vaje. In pa sem preventivno to požaril, pa ga spremenil v bolj pop-punk verzijo, oziroma dodal malo punka noter. In pa sem rabil tekst nek drug, zato ker je bil prvotni nek ljubezenski in moj band zelo sovraži, če prenesem ljubezenski tekst na vaje. To ni resnica, sam preveč preneseš to. No, glavno, in pa sem bil tako, o čem da fakt ne napišem tak komad. Pa sem pa videl na Instagramu fotko od Stele, tudi neke pevke, kako je bila mislim, da na Japonskem ona študira, da je ležala na neki fake travi. In pa mi je samo kliknil tako, ko enkrat bo sam še fake trava in bomo porušili pač navadne naravne parke in bomo imeli fake parke. In mislim, da sem cel tekst pisal tako v, ne vem, pol urce, ko sem čakal na ljudi, da pridejo na vaje. Tokrat sem bil celo jaz ta točen. In to je bilo še drugače čisto slušno v kontekstu, ker to je bilo vsem tem cajtu, ker je bilo tudi ful govora o tem, da so se v Ljubljani na vseh koncih tole podirala drevesa, se pravi, bilo govora pa od teh nasadu pred Rogom, pa o kostanju tam pred Dramo, pa ni da ni, no. V glavnem, hkrati o tem, kako rabimo v mestih senco, hkrati pa sekati drevesa in tako naprej, Krasni novi skret, mogoče pa še to, kot če slučajno komu ne ujame iz prve, kot pač referenca na krasni novi svet, kot neka distopična prihodnost, referenca. Šel potvrt, bejbo v prihodnost in sva šla ven. Sva rekla, da ni lepa pejva v park. Ležala sva na travi, kro enkrat bilo je neki čuden. Ta trava je sintetična, pa pisna kva je to sej ni to radio soseda. Pregledava drevesa, vsa 3D naprintana. V zraku poje ptica iz telajne v zanke drogo. Sonce sije kot žaromet. Zgradili smo hiše in blokere, gotičnike in zdaj zgradili smo park. Zgradili tovarne, elektrane, parne ceste, promet in zdaj zgradili smo park,
Ker bil je bazarju zmog, še eno sklop v calo prunk narabi v njen obraz. Težko planiram jutri, upanje postaja žalost. Vsaj prihodnost manj, da jutri čaka služba me. Ko gremo v zrak, bom astronaut. Zgradili smo hiše in blokere, vodičnike in zdaj zgradili smo park. Zgradili tovarne, elektrane, farme, ceste, promet in zdaj zgradili smo park. Kjer bil je bazarju smo park. Lepo gre s tem, da je poletje cel leta. Ne sveti, ne reši, ne prav nič ne živi. To ni okej. Zgradili smo hiše in blokere, vodičnike in zgradili smo hiše in blokere, vodičnike in zdaj zgradili smo park. Zgradili tovarne, elektrane, farme, ceste, promet in zdaj zgradili smo park. Zgradili smo hiše in blokere, vodičnike, otroke za tovarne, elektrane, farme, ceste, promet in zdaj zgradili smo park. Kjer bil je bazarju smo park. Zgradili sintetični smo park. O Janez, vsemogočni, usmili se nas. Smo nova fans, poslušate Radio Firma. Oh, yeah. Rad bi imel lase, goste črne kot krokar. Rad bi imel na banki toliko kot vavčar. Rad bi imel postelino iz svile. Rad bi imel na meji prograjo še mine. Jaz sem Janez, največji med možmi. Jaz sem postaven, moja pleša se v soncu bleči. Jaz sem Janez, sem naroditelj, jaz sem ponosen. Ljudje kričijo moje ime. Gremo na kosilo, pobi, pleši, pleši. Gremo smučat v gostilno, vleci, vleci. Moja mama bi mi rekla, da sem idiot. Oče je ponosen na me, da sem ta gospod. Janez, največji med možmi. Jaz sem postaven, moja pleša se v soncu bleči. Jaz sem Janez, sem naroditelj, jaz sem ponosen. Ljudje kričijo, jaz sem Janez, največji med možmi. Jaz sem postaven, moja pleša se v soncu bleči. Jaz sem Janez, sem naroditelj, jaz sem ponosen. Ljudje kričijo moje ime. Jaz sem Janez, največji med možmi. Jaz sem postaven, moja pleša se v soncu bleči. Janez, sem narodni idol, jaz sem ponosen. Ljudje kričijo, jaz sem Janez, največji med možmi. Jaz sem postaven, moja pleša se v soncu bleči. Janez, sem narodni idol, jaz sem ponosen. Ljudje kričijo moje ime.
Ivan z skupine No Offense z albuma Čudovito in čudno, Renato, Anže in Samo so z mano. Skladba, ki smo jo slišali, pa je plod supervolilnega leta. Ja, supervolilnega leta 2022. To mislim, da je prvi komad, ki smo ga izdali iz novega albuma. Tako, marca 2022. Tako, tudi prvi, ki smo ga posneli, ima enega meni ljubših videospotov. Dobili smo Jonasa Žnidaršiča, da je prišel noter igrati TV voditelja, pa dobili smo Dojenčka, da je igral predsednika države, kar še zdaj ne morem verjeti, da je ratal. Pač ni eno, ne drugo, mislim. Super spot, s koprodukcijo Plus smo posneli ga. Komad pa mislim, da je dost obvious, oziroma dost zelo očitno o kom in o čem se gre. Ja, komad je v bistvu, kar se teksta tiče, se mi zdi točno to, kar je takrat se nekako tudi rabal povedati, no, ampak nič pa nobenih kakšnih ful skritih pomenov, pač točno to, pač super volilno leto in ta komad pove besedilo vse, kar Pa nažalost je spet ful aktualen postal. Funny enough je bil prvi komad, ki smo ga zares proper posneli. Prvi album smo posneli dost garažno, na nek način. S tem drugim smo pa rekli, da gremo v studije s producenti, pač, da res dobimo nek dober sound. In je bil prvi komad, ki smo ga posneli s tem dobrim soundom in ga poslali na radije, vsi veseli, da bo to naš prvi hit bo to. In smo gladko dobili zavrnitev, da je preveč političen oziroma žaljiv. In se naprimer na Valu 202 se ni vrtel, ne. Seveda nobene zamere Valu, ampak je bilo pa tako, come on. Pa še hkrati smo imeli, nam je en super dizajner nam je naredil naslovnico za komad, ki jo je pa Spotify zavrnil, ker je bila gor neka bomba narisana. Ja, in to je bilo v času vojne, začetkov vojne z Ukrajino, ne, oziroma invazije Ukrajine, in Spotify je pač seveda v bistvu ta spopad rešil, ne, ker je prepovedal pač orožje v svojih grafikah. Temu pravijo, da ni cenzure. Ja. Ja, mislim, tako je, ne, se cenzura vedno je bila, pa po mojem tudi vedno bo, ne, vprašanje je stopnjanje, ne, in tako zdaj neka meja zdravega okusa, ne, če nič drugega, ob določenih urah se sme več ali pa manj preklinjati po televiziji, pa radijih in tako naprej, ne, kar tudi po svoje zdaj nek smisel ima, ne, pač bolj je pač point v tem, da pač grejo stvari v zelo nesmiselne ukrepe, ne, pač to, da ne vsak motiv orožja po ramenu, da si pač ne, mislim, izključno temu namenjen, da sam sebe treplaš po ramenu, da si nekaj naredil, ne. Medtem, ko ne, pol omrežja in portali, ki se hvalijo za nič cenzure, ponavadi postanejo neko gojišče nekega nacističnega diskurza in svašta, ne, tako da samo po sebi to, da pač omejuješ vsebine, kaj gre, ni nujno slabo, ne, je treba pa to pač početi smiselno, pa z nekim premislekom, ne tako, ne. Prej ste menili album Prvenec, Sonce, voda, zrak, svoboda, ki ste ga posneli garažno. Je potem sploh mogoče primerjati prvi in drugi izdelek? Mislim, primerjaš ga lahko, ampak kaj boš še ugotovil? Drugač, mi imamo zelo radi komade iz prvega albuma, ful jih radi igramo, ful dobro so nam slišati v živo. Z celotnim soundom pač smo tudi zadovoljni za pač to, kar smo takrat lahko si pač privoščili v resnici, ne, nažalost pač snemanje albumov pač ni zastonj, je kar drago. Sploh če si začetniški band, ki nima nobenega kapitala, ampak ki igra največkrat po natečajih, ki niso plačani in pač si ne moreš privoščiti dobre produkcije pa videospotov. Tako da smo še vedno zadovoljni z izdelkom, meni je čudovit album, ampak mi je pa drugi veliko bolj pri srcu in ga z veliko večjim veseljem pokažem. Pa v bistvu tudi ne, do neke mere smo ohranjali zvok, v enih stvarih smo šli še bolj all over the place, bi rekel, ne, oziroma v zelo raznolike smeri, ne. V enih stvarih se ja, nekaj, kar sem hotel povedati, ima ful smisla, no, ampak v glavnem imata tudi veliko skupnih točk v resnici, no, se nam pa razvija zvok, tako da bomo videli, kaj bo zdaj s tretjim vam prišel, no. Bomo pa sedaj z drugega zavrteli naslednjo, in sicer bo to Sin rahle histerije. Ja, Sin rahle histerije. Ta komad je po moje od slišanih naših pesmi en od najstarejših. Napisal sem ga 2018, pa pač je tako dolgo trajalo, da smo nekako prišli do njega, pa tudi, da smo postali dosti dobri, da smo ga zmožni bili odigrati,
v teh naših prvih letih ni šans, da bi ta swing ritem pač odšpilal. Tekst je podobno kot Ivan, nažalost, še vedno aktualen po vseh teh letih, tako da se sploh ne zdi, da sem ga napisal toliko let nazaj. Drugač pa eden mojih ljubših tudi komadov in tudi, to ne vem, smo že omenjali ali ne, smo v bistvu komade snemali dost po celih Sloveniji z zelo različnimi ljudmi, ne. Se pravi, Ivan je bil posnet z Robijem Bulešičem, Bear Tracks, ki večkrat smo sodelovali pri večjih komadih in tudi nam je vedno ful dober. Tole Ni panike in Krasni novi skret smo snemali. S Maticem Mlakarjem, Tako. v Kraken Productions, to je tale oddala Stari. Tako, neke stvari smo posneli pri Janu Hajšnu v Ljubljani, pa potem večinoma dali drugim ljudem miksati. No, v glavnem, Sin rahle histerije in pa Male zmage smo pa delali z Andrejo. To smo pa dobili v bistvu sodelovanje z njim, smo dobili na enem natečaju v Kopru, kako je že Vol 2. CMK. Ja, v CMK-ju, tako je, mislim, da je Studio Vol 2, nekako tako se je imenoval. Ta natečaj smo prišli na 3. mestu ven in smo dobili za snemanje 2 komada z Andrejo F. In jaz nisem vedel, kaj pričakovati. Malo me je skrbelo, zato ker je bil pač nagrada od natečaja in sem bil tako, pač, a bo pač primerljiva kvaliteta z ostalimi novimi komadi. Na kar sem seveda ugotovil, da je Andreja F. legenda, ki pač, ne vem, če ne drugega je za Zmelkovi snema zdaj in kaj nam fali, je pač on naredil z njimi. In sem bil tako, ok, this could be good in sem ful zadovoljen v bistvu z temi in z Malimi zmagami, kaj smo dobili ven. Ja, in tudi kot producent se je ful izkazal, no, imel res ogromno enih idej, predlogov. Takih čudovitih, majhnih idej, ki so ful naredile. Padamo kot domine, skupili smo borbo, predali smo se, zapoj si in v brcaš me v obraz. Presoja nam upokojen sodnik, sam sem tožnik in žrtev in krivec in pričam v imenu vseh, ki so ostali in stojijo. Dovolj laži, da lažje spim, zdrajce iz železa v omari pustim. Žulje imam samo na srcu, čas je, da z rok krvavim, kjer večinski glas pripada mrtvim sin rahle histerije. Bratje se ločujemo, gospod Steveja naš strah patentira. Od Srebrenice do Sirije gradimo mire na veter in svet se v krogih vrti. Dovolj laži, da lažje spim, zrajce iz železa v omari pustim. Žulje imam samo na srcu, čas je, da z rok krvavim,
Sin rahle histerije skupine No Offense z albuma Čudovito in čudno. Kako to, da ste album poimenovali Čudovito in čudno? To pa v bistvu izhaja najbolj iskreno iz tega, kako smo ga snemali. Lik zaradi tega, ker smo pač, ideja za album je bila tako, oziroma ko smo se razmišljali, da bi šli snemati ta album, smo se mogli odločiti, kje ga bi snemali. Če ga ne bi posneli garažno, s katerim producentom bi ga posneli in v katerem studiu. Ampak v Sloveniji je v bistvu veliko dobrih producentov in dobrih studijev in nismo hoteli pač tvegati in iti all in z enim producentom in enim studijem in smo rekli, dajmo posneti pač z različnimi. Na kar smo seveda ugotovili, da potem posledično je tudi neka razlika v soundu vseeno, ki ga ven dobiš, vse je kvalitetno, ampak ni pa identično. Ne? In nas je skrbel, še posebej tudi, ker so komadi dost žanrsko raznoliki. Drugi razlog za naslov Čudovito in čudno, ne? Ker se v bistvu imamo vse od hardcore komadov do pop-punka, do balad z violinami, do zelo njetovskih, do v glavnem vse, ne? Ja. In to še toliko bolj pride do izraza zaradi tega, ker smo drugje snemali. Tudi prvi album je v bistvu ful raznolik, ampak ker je bil posnet v Šusu, v živo, na train stationu, se dosti bolj enotno sliši. Ne? In nas je skrbel, da bo malo disjointed, smo vedeli, da bo malo čudno, ampak seveda čudovito, ker bo ful dober. In iz tega nekako prišla ta ideja za Čudovito in čudno, ki smo jo pol furali naprej in pač prišli tudi do tega koncepta z album coverjem, te punčke z gas masko v tem nasadu sončnic in v ozadju nuklearka. Fun fact, nisem vedel, to sem pač prvo sem naredil ta album cover in potem naknadno sem nekje prebral, da ljudje posadijo sončnice na območjih, kjer so bili te neki radioaktivni spili. Nekaj v tem smislu. No. In tako ful se je dobro poklopil po nesreči. Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo čudovito razlaga tako, ki zaradi izredne lepote vzbuja občudovanje. In še drugi način razlage, ki se pojavlja v visoki stopnji, to je čudovito. To pomeni, da ste stopili korak naprej. Super. To pa bojo drugi ocenili. Naš plan ni bil, da se hvalimo, ampak da naredimo nekaj lepega. No, zato pa besedo čuden razlaga SSK na 4 načine oziroma na 3 načine. Prvič, da se razlikuje od navadnega znanega. Drugič, ki se po vedenju, ravnanju razlikuje od drugih. Te tretjič, ki vzbuja dvom navadno o moralni neoporečnosti. Odlično. Meni se sliši super, ja. To pomeni, da se ti dve besedi da zelo dobro povezati, čudovito in čudno. Ja, zgleda smo kar trofenli. Drugače pa sem tudi umetni inteligenci zastavil vprašanje, kako razloži besedo čudovito in čudno oziroma naslov vašega albuma in bom prebral tako, kot mi je odgovorila. Čudovito in čudno sta dve zanimivi besedi v slovenščini. Čudovito se uporablja za opisovanje nečesa izjemno lepega, usupljivega ali navdušujočega. Na primer, če vidite čudovit sončni zahod ali slišite čudovito glasbo, bi rekli, da je to čudovito. Čudno pa se nanaša na nekaj nenavadnega ali nepričakovanega. Na primer, če vidite nenavaden predmet ali se znajdete v čudni situaciji, bi rekli, da je to čudno. No in potem še nadaljevanje tega. Ali imate še kakšno vprašanje ali potrebujete dodatno pomoč? Z veseljem vam bom pomagal. Prijazna umetna inteligenca. Tako, dokler je umetna inteligenca na tej ravni, da nam zaenkrat še ni treba skrbeti, da bi zavzela človeštvo. Tako, ker ti sedaj je zaenkrat še malo glupa. Tako. Naslednja, ki bomo mi spustili, pa je naslovljena Kaj pa ljubezen? Kaj pa ljubezen? Je pa v bistvu, se pravi, na eni točki je iskreno, jaz sem prišel do takratne sodelavke, delal sem v Zavodu za osebe s težavami v duševnem zdravju v Dutovlah in za njo, za to sodelavko sem vedel, da piše poezijo, jaz sem pa takrat se dosti spopadal z vprašanjem, kaj sploh hočem povedati oziroma kako to povedati. In sem prišel do nje z idejo tako, kaj pa če bi ti nam dala kakšno svojo pesem, da jo mi uglasbimo, pa pač ponesemo v svet. In je v bistvu še kar z veseljem se strinjala in nam predala. No, v bistvu to sta bile v osnovi dve pesmi, ki smo jih potem mi združili skupaj, malenkost priredili za potrebe glasbe, ampak res minimalno in potem uglasbili zadevo in še cela zadeva je meni zelo zabavno, ko je nastala. Glasbo smo pa napisali tako, da je v Ljubljani bilo eno od tistih nalivov, kjer smo imeli občutek, da bo konec sveta in mi smo bili v bunkerju dol, kjer imamo vaje in se sprašvali, a če nas zalije tle noter, bomo lahko ven pršali oziroma kaj se zgodi, če vrata odpremo. Na koncu nas ni zalil, no, ampak v glavnem smo tam ob 11. zvečer 2-3 ure čakali,
nebo izlije in da bogovi pridejo in povedo, kaj želijo in jamal basically in je nastal pač pa podlaga tega komada. Tako da to je v bistvu eden od bolj organskih naših komadov, no, ki je pa doživel zelo lep sprejem, no, in smo zelo veseli za to. Je trenutno naš najbolj gledan video spot na YouTubu. Lahko še video spot, kaj poveš? Ja, seveda. Ja, drugače ta video spot sem nastavil zelo kaotično. Hoteli smo sodelovati z eno prijateljico, ki smo se že dolgo pogovarjali, eno fanico benda Hano, ki je režiserka in drugače študira v Nemčiji. In smo hoteli že dolgo časa sodelovati z njo in potem nas je poklicala, rekla, da pridejo v Ljubljano, ampak da bo tle samo slab teden in da je imela neko idejo za spot in ta ideja je propadla tako 3 dni pred snemanjem. In smo se dobili na nekem pivu v centru in skupaj zborbali novo idejo. Sam ta del, sam iz moje perspektive mi je bilo rečeno, gremo na pivo, ona nam bo razložila kaj in kako, ne? Renato se je z njo omenil in pol v petek snemamo. No? Mi smo prišli v sredo zelo, ja. No, mi smo prišli v sredo na pijačo in pride Hana, ona je taka nasmejana, polna energetična bomba. Ja. Tako, ja. In tako, no fantje, imam dobro, pa imam slabo novico. Zdaj tako, slaba je to, da pač so vsi moji plani propadali. Mislila sem imeti koreografa, da bi nekaj odplesal, pa mi je skenslil, nimam snemalca, nimam placa, to, ampak, dobra novica, imam pa eno ful dobro idejo, ki sem se jo danes popoldne spomnil. Potem smo 2 dni v resnici vse popoldneve, vsako minuto vsi bolj kot ne porabili za to, da smo aktivirali vse vere in vse, kar je potrebno, zbombali skupaj, da smo pol to speljali, zdaj pa lahko izvoli Renata. Meni je ful bil všeč ta snemalni dan, oziroma kako smo izpeljali to idejo. Mislim, prvo mi je bilo všeč to, da smo res vsi zagrabali in zborbali skupaj in res sodelovali kot ekipa. Drugo je pa to, da Fakulteta za socialno delo nam je zelo prijazno odstopila eno učilnico, eno soboto in smo celo to učilnico spraznili, se pravi smo, ne vem, 100 teh miz pa 200 stolov od oka pač mogli ven znositi, da je bilo to prazno. In potem sta Filip in Anže zgradila to pisarno v sredini te učilnice, se pravi sta postavila te stene, jih oblekla, smo postavili mize, jaz sem prinesel ful enih propsov, da smo te mize okrasili, Filip je prinesel neke obleke. In imeli smo te tračnice, smo postavili okoli, kar je bilo tudi nekaj čisto novega za nas, da smo imeli kamero na tračnicah, ki je krožila okoli nas. In še prvič smo vsi 4 se pojavili v videospotu, člani benda in pač ne samo, da bi igrali inštrumente, ampak smo tudi mogli igrati neke vloge, ker je bilo za večino od nas neka nova izkušnja, ampak nas je Hana zelo dobro pač nekako sprostila, režirala in vsi smo ful zadovoljni v bistvu z izdelkom, pa tudi ful dobrih pohval smo dobili. Dobili smo celo neko, kaj je to portal za en? Na 24.com je bilo, ne vem kdo je delal ta review, neka znana oseba. No, ampak gledaj, dobili smo kritiko, ki je bila basically, vaša glasba je za en kurc, ampak ful dobri igralci. Tako da smo bili tako, ki je mogoče napačna karijera, ampak nekaj nam je paratal, no, tako da, ja, zelo zadovoljni, no, z izkupičkom. Ja. Nekatere misli je potrebno prepovedati, nekaj ljudi potrebno zapreti, to jim bo pomagalo, pravijo, kaj pa ljubezen. Človeštva dolijo hijene, tamni oblaki ječijo, kmalu bo dež. Zvezali so še eno dušo, da bi jo brali misli, kupili še eno karto, zdaj se ne boji več.
smrti in jo vrgli prašičem. Vse, kar počne je, da iz dneva v dan laja na mline, na veter. Kamen na kamen podrtija, grize nohte, dokler ne zgrize členkov. Vsi imamo isto ogrodje, pa ne isti hiš, vse nas lovi, sta prikazan. Nekatere misli je potrebno prepovedati, nekaj ljudi potrebno zapreti, to jim bo pomagalo, pravijo. Kaj pa ljubezen? Nekatere misli je potrebno prepovedati, nekaj ljudi potrebno zapreti, to jim bo pomagalo, pravijo. Kaj pa ljubezen? Nekatere misli je potrebno prepovedati, nekaj ljudi potrebno zapreti, to jim bo pomagalo, pravijo. Kaj pa ljubezen? No Face z albumom Čudovito in čudno. Aktualni album prinaša 13 pesmi. Kako si razdelite ustvarjalne vloge? Kdo skrbi za glasbo, kdo za besedila? Ali delate skupaj? Predvsem piševa jaz in Anže, se pravi kitarista in vokalista. Ponavadi ločeno delava večino časa sprva, sprav vsak prinese na vaje nek že tako pretežno v celoti spisan komad, podlaga melodija, pa ta druga oseba totalno skurca, pa skupaj s pomočjo ritem sekcije najdemo neko obliko, ki je vsem všeč. Ja, zato mogoče izstopa ta Kaj pa ljubezen, ki smo ga prej poslušali, ker je pa res organsko nastala podlaga na vajah in je vsak dodal nek svoj del in je neka nova izkušnja za nas. Tako, drugače od vseh komadov mislim, da še edin Slani krugovi je tudi v bistvu refren pobran, tako kot grob posnutek, iz enega džema, ja. Tako da ja, no, ampak jaz si želim in bom probal malo pritiskati, da probamo še več komadov spet malo skupaj pisati, ker tudi rad obujem konc koncev spomine na čisto začetke, ker smo pač v bistvu z Renatom tam sedela, brenkala in skupaj probala nekaj naumiti, tako da... Je pa to teže z leti, zato ker se pač imaš manj časa uskladiti in videti. Zdaj, ko smo izdali ta drugi album in imeli ta album release, sem v resnici tako malo zgubljen po njemu, ker tako da sem pol leta, sem vsak moment prosti pač razmišljal o tem, in kako bomo to izdali, kako bomo to pofurali. In zdaj, ko je zunaj, sem tako, kaj pa zdaj? Jaz bi lahko pač napisal nek nov komad in pač to je bilo ful lažje, ko sem bil študent, ko sem imel pač tako cel dan časa sedeti doma s kitaro in brenkati in ugotavljati in probavati stvari. Zdaj pa pač imam, ne vem, mogoče 1 uro v dnevu, tako da in pa še se usklajevati, da se z Anžetom dobiva, pa to delava, tako, triki. Za vse poslušalce, to bi lahko kdo interpretiral, kot da Renato ni nič študiral, pa ful dela, ampak nič od tega ne drži. Vaša besedila pa so še vedno družbeno kritična. Ja, imam skrbel, da bo drugi album bolj introspektiven kot družbeno kritičen, ampak potem, ko je bil enkrat končan in sem ga pregledal, sem bil tako, še vedno imamo to družbeno noto in to mi je ful všeč. Tako, trudimo se nekako obdržati to ostrino. Tudi dostikrat je tako, no, se pravi, kar se tiče tekstov, jaz napišem kakšne zelo ostre, pa zelo dobesedne komade, pa včasih probamo mehčati tako, da dodamo malo več vseeno, da bi rekel, ene umetnosti noter, ne, da ni tako, da ni samo opisovanje stvari. Renato pa večkrat pride s kakšnimi ljubezenskimi, pa skupaj še pogruntamo, kako temu dodati mogoče še kje druge kakšno noto in tako da po svoje se tudi v teh vsebinah lepo dopolnjujemo med sabo. Bi lahko potem tudi rekli, da je album neka zaokrožena celota od skladbe Ni panike pa do pevke Od tabujev? Težko. Ja, prvi album je imel bolj neko tako zgodbo. Ni bil čist konceptualni album, ampak smo pa videli v njem neko zgodbo o 2 skizofrenih zaljubljencev, ki proba preživeti v tem norem svetu. Medtem, ko drugi album pa nima zares rdeče niti v takem smislu, ampak na nek način pa ja, ima te 2 plati kovanca, te grozote in to upanje, ja, kar
je nek koncept v resnici. Ne vem, med drugim se nam je zdelo tudi tako, da pač to hočemo povedati, take komade hočemo narediti in v bistvu smo pa rekli, cool, namesto da naredimo zadevo v veliki meri ful konsistentno pa celostno, bomo rajš naredili nekaj, ki bo pač vsak vsaj v nečem lahko najdel. To je bil naš cilj, no? Ker so res raznolika glasba in smo nekako upali, da različnim poslušalcem, enim bolj všeč, bolj žaganje, eni bolj nežno, eni bolj udarno, eni bolj melanholično, veselo, da pač vse to nekako zajamemo v tej plati. Ampak ni bil pa zares to ni bila zares to taka premišljena stvar, tako se je pač nekako zgodil. Jaz ne moram zares, na primer, pisati komade, tako da rečem, to bo pa tak žanr, ampak se ponavadi sam zgodijo in vsak od nas ima tudi toliko različnih glasbenih interesov, da je nekako zelo naravno prišlo do tega, da so nastali toliko različni komadi. Naslednja bodo Bacili. Bacili, kot se lahko sklepa po naslovu, je iz časov covida, izhaja iz tega, da je enkrat, jaz sem bil kar paničen glede covida, ker se je začel, sem dosti anksiozen človek po naravi. In na mojo, tako bi rekel temu srečo, takrat za moje duševno zdravje, sem bil primoran se izolirati pri babi, nekje ven iz mesta, na neki vasi, tako da pač sem imel ta ljubi mir, pa nobenega strahu. V glavnem, ful so me zajebavali, tako kaj se tam pač skrivaš neki, pač, in ko so se odprle te meje, občin pa to, sem se le vrnil v Ljubljano, sem šel živeti k punci za 1 mesec in se itak malo se vse umiril. In sva eno kolegico povabila na obisk, skupaj pojeli neko kosilo, spili par perov. V glavnem ona gre in po moje še isti dan nam napiše, fuck, jaz imam covid. Tako da moj prvi stik s svetom po vrnitvi je bil bam, covid. In pa tako in tako, oh my god, In pa nekako nastal ta komad Bacili. Bacile, trebuh me boli. Bacile, hrana ne riši. Bacile. Počel se budrim. Bacile, samo v znak ležim. Bacile, blede se mi. Bacile, kriva si ti. Sem vedel, da je kužna, ker se je ful preveč družila. Zate je prepozno, že udiramo telo. Celice razkrajamo, se razmnožujemo. Kuhamo se v tebi, dokler ne mutiramo. Zavzeli bomo svet, še prej pa tvoje telo. Sem vedel, da je kužna, ker se je ful preveč družila. Sem vedel, da je kužna, ker sva se ful preveč družila. Bacili! 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 Si visoko rizičen desni stik. No Offense, čudovito in čudno je naslov albuma, ki ga danes predstavljamo. Renato, Anže in Samo so z mano. Prej ste že omenili celostno podobo, deklico na polju s sončnicami. To je prihodnost, ki nas čaka, ali je to že preteklost? To jaz ne bi mogoče vzel nujno tako zelo dobesedno. Jaz bi to bolj vzel v kontekstu tega, kar smo se pogovarjali o tem, kako je tako SSKJ kot tudi AI malo bolj štorasto definiral čudovito in čudno. In bi to bolj vzel kot to
Ne, se pravi, to deklico z masko in to nuklearko, ki pač predstavljata te grozote, ki se dogajajo po svetu, ampak hkrati to pač čudovito, lepo morje, ja, zakaj pa ne, sončnic, ki pač preplavlja naslovnico. Tako da veliko bolj kukar, da bi se dejansko ukvarjali z nuklearno energijo, tukaj bi rabili bobnarja, da bi kaj več povedal, on se tukaj kot strojnik, kaj bolj spozna na to, je bilo naše sporočilo simbolično v smislu, ne, te lepote in grozote, ki pač jo lahko hkrati... Sobiva. Tako, super. Ja, očitno bomo bolj trajnostni glede na vašo naslovnico. One can hope. Če rečemo ironično. Ja. Tako. Je ta naslovnica tudi kaj povezana z naslovnico prvega albuma? Ne, nikakor, ne zares. V bistvu je dosti naključno nastala. Probali smo veliko stvari, kaj bi bilo za naslovnico. Prvotna ideja je bila, da bi uporabili neke fotografije. Jaz sem si ful želel, da spremembamo mi na naslovnici, da se malo pokažemo, ker v bistvu do te točke, sprav tudi do spota Kaj pa ljubezen, razen mene, ker sem bil v spotu za Male zmage, nikjer nisi mogel nas videti. In se mi zdi, da je manjko ta nek stik s publiko, kdo sploh mi smo. In sem si zaželel, kaj pa če bi imeli neko fotografijo za naslovnico, pa smo imeli neka fotkanja, nič ni zares ratalo tako, kot smo si predstavljali. Pa nam je pa ponudil Jure Engelsberg, en ful super ilustrator, ki je tudi član Racije, enega zelo znanega punk banda iz 90-ih, da bi nam on nekaj ilustriral za naslovnico. Se mi je zdela super ideja, pač on je tudi ilustriral njihov albuma Rdeči alarm pa Restauracija za vse generacije. Ampak na koncu pač človek je full busy, rekel je, da je nekaj moratal na hiter, ampak da ni zadovoljen, nam je poslal. Tudi mi nismo bili zadovoljni. Drugače ilustracija je bila zelo dobra, Ja. vse pa nismo pač tematsko začutili tega, kar smo hoteli sporočiti. No, bila je neka mesojeda roža, ki je policijski avto, kar je bilo ful simpatično. Genialna ilustracija, ampak Ja. ne za ta album. Tako da pa sem jaz razmišljal, da bi nekaj narisal, pa se nekako nisem spravil, ker se mi ideja, ki sem imel, ni zdela dosti dobra. Pa smo se pa na vajah pogovarjali, kaj de facto bi bila lahko ta naslovnica. Mislim, da smo ostali še jaz, Anže in Filip na vajah in... jaz sem pokazal eno naslovnico, kjer je bila, mislim, da ta Keep, kva ima, Justice, ta ameriški. Keep Svobode. Ne, Keep Svobode, ampak ta, ki ima... je Keep Svobode. Mislim, ali če misliš to, kar tehta tehnica. Ampak ima Keep Svobode zavezane oči. Ne, to je No, pa pa ni to. od pravice simbol, To. pač od sodišč. Ne? No, to. Veš to, ja, to je bilo in sem bil tako neki tazga simple bi in potem je Anže bil tako, kaj pa če bi bila ta neka punčka z zavezanimi očmi v eni puščavi, pa sem bil pa jaz tako, ne, zavezane oči, to že obstaja, no, se tudi gas maska obstaja, ampak se mi zdel ful močnejši simbol in sem pa naredil to punčko z gas masko v puščavi, pa dodal zadaj še to nuklearko, pa se je bendu zdel dosti prazno. Pa mi je pa kliknilo, kaj pa če bi dodali še ta čudovit aspekt teh sončnic. In sem dodal še to in pol malo še tweakal stvar, kakšen teden in je prišlo ven to, kar je. Ja, smo zelo zadovoljni z rezultatom. Plus Renatova ideja o bendu, ki se predstavi na albumu, je tudi uspela, ker na CD-ju in na vinilki, ki smo jih naredili, je zadnja stran band v zelo smešni poziciji, sicer, ampak smo pa vsi Kaj pa je zmešanega? Kadimo, pa pijemo per, to smo mi. Ti si smešen. Pred zadnjo, ki bomo spustili v radijski eter, bo Pandora. Pandora, ta komad se veliko ljudi narobe razume. V tej metafori sem jaz v bistvu Pandorina skrinjica, ki jo Pandora odpre in spusti vse te grozote in bolečino ven iz mene, da v meni ostane samo še ljubezen. Govori pa pač o srečanju z neko punco pred leti, ki pač sem bil v nekem zelo takem slabem mentalnem stanju oziroma nekem slabem obdobju, ampak pa, ko sem spoznal njo, je pa pač vse postalo nekako lažje, nisem se več ukvarjal s svojimi problemi, ampak sem se imel samo lepo z njo. In tle nekako izhaja koncept za ta komad. Mogoče, če smo že prej omenjali, mislim, da za Pandoro pa obok nismo, no, to je bila tudi dobra izkušnja, to smo pa delali z Pomagaj mi. S Matejem Gobcem v Cosmosonics. Tako,
ki je tudi res pač prišel parkrat na vaje, da smo še dodelali komad, čisto producentsko in aranžmajsko in tako no. In v glavnem, tudi ena zelo dobra izkušnja in tudi tu ni sicer pri Pandori je pa Rob Bog, ampak pri teh dveh komadih pa Renmu je Renato na vsak način hotel imeti zbor. Tako da smo pol tako varianta iz tork na sredo, on je zvečer bil tako, bil zbor. V glavnem, sem na koncu pač, nisem izdela toliko dobra ideja, ampak sem bil na koncu tako, ura je 9 zvečer, jutr mora biti, pač itak mu ne bo ratal, tako da sem rekel, če zrihtaš kul. In sem zrihtal. Tako, in je zrihtal, tako da Bog ima noter zbor in izpade fenomenalno, tako da sem zelo vesel, da se je tako zadeva išla. Mogoče še kot zanimivost, kaj pomenijo te japonske črke v oklepaju pri Pandori, ki po mojem noben ni še od tega Google. To pomeni kintsugi. To je ta japonska tehnika popravljanja razbitih krožnikov, recimo skodelic, whatever, porcelana, ja, v bistvu. Hvala samo. Kjer v bistvu pač razbite delčke zlimaš skupaj s to zlato maso, v bistvu, ja. In kjer je pač point, da ne skrivaš brazgotin, ne, ampak jih sprejmeš kot nekaj lepega, kot pač del svoje zgodovine, kar se pač se mi meni zdelo lepo poveže s to idejo za ta komad, no. Dotik se ureže v kožo kot brazda. Zdaj je prostora v meni za novo, zdaj je prostora za tebe. Zdaj je prostora v meni za tebe. Odprla si me, Pandora. Odprla si me, Pandora. Zarini prste v mojo kožo, odpini trupčiži, odprla si mojo dušo. Odprla si mojo dušo. Odprla si me in odšla. Čas liže rana in ti si bila čas, ti si bila ta. V meni ostala je le ena stvar, ki jo zdaj prepoznam. Ko okusil sem to, kar ne boje zaprlo. Iz gline sva ostala v ognju rojena, najina krka oklepa. Oklepa kot razpokana ogledala. Odprla si me, Pandora. Odprla si me, Pandora. Odprla si me, Pandora. Odprla si me, Pandora. Odprla si me. Odprla si me. No offense, za konec radijskega dela intervjuja še mogoče zadeva o promociji. Pred kratkim ste album tudi v živo predstavili, ste zaigrali celoten material. Skoraj. Bog smo preskočili. Ste pozabili? Ja, tako nekako. V bistvu
Nik smo odigrali, ni panike, publika je bila čisto nahajpana, da hoče nekaj hitrega. Še 2 baby sta splezale na oder in se hotele vrč dol in so bili tako kurc, ne moramo zdaj obogiti igrati, ker je pač počasen komad, ne. In vsaj tako si razlagam Anžetove besede, ki je rekel, je bilo tako, ne, ki je pač rekel bacili. In jaz nisem niti pogledal na set listo, sem samo, ok, bacili so zdaj, pokimamo bacili, gremo v bacile, baby se vržete dol, stage divata, the best je bilo, en od highlightov tega večera. V glavnem in posel pač pičili dalje po set listi, naprej v Krasni Novi Skret in v te hype komade, pač v bistvu od te točke dalje obok nikamor več ni pasal noter, tako da smo ga pol pač na žalost preskočili. Tako da odšpilali smo vse komade iz prvega in drugega albuma, razen Bog je mrtev. Pa tehnično še enega komada nismo odigrali in sicer reprize iz prvega albuma. Iz podobnih razlogov, da je pač zelo počasen komad, pa v resnici je samo uvod, kjer smo ga uporabljali kot prvi komad na naših špilih, kjer smo pa tle imeli nekaj drugega, zato je pač tudi odpadel. Tehnično dveh nismo. Lahko poveš, ker smo bili tudi, v bistvu bil ful simpatičen. Jaz drugač, zdaj bom rekel, znam igrati trobento, ampak to je zelo močna beseda. Bolj bi bilo sem znal igrati trobento, ja. Ampak bilo je dovolj, da smo intro naredili, začeli smo koncert z Ivanom in smo kot uvodno špico za vmes, ko pridemo na oder in se preštimamo, smo čez slovensko himno, sem posnel in odšpilal čez fauš trobento, da tako rečem, no. Namensko fauš trobento. Tako, in je ful simpatičen efekt bil, no. Pa tudi tako mogoče še to v koncertu, bilo je fenomenalno, vzdušje je bilo noro, lučke so bile bolane, nič nismo videli pol časa sicer, tako da je bila kakšna stvar mečkan mim, ampak... Že 2 komadov ni odigral. Če nisem videl kaj. In gledal nas je na drugi strani ceste Janez Janša na svojemu SDS plakatu. Za evropske volitve. Tako da prva pesem je bila direkt njemu friz zapeta. Še eno vrtimo za konec radijskega dela in sicer bo to pevka od Tabujev. Katera? Gledam to, da jih je bilo več. To čisto vsak vpraša. Ja, ok. Ta komad v bistvu izhaja iz dveh situacij iz preteklosti. Ena je bila, da me je na neko toplo majsko jutro me je zbudil en zelo čudovit komad, ki sem ga slišal nekje iz daljave, bila je neka tonska, nisem ga poznal, bil mi je res en najlepših komadov, ko sem jih ever slišal. In sem preveril, kaj se dogaja in videl, da bo danes oziroma večer, da bo Škisova. In sem pogledal, kdo se nastopa ta večer na Škisovi in sem videl, da so eni od njih Tabuji. In sem bil tako, ok, ta komad je ziher bil od Tabujev, jaz moram iti na ta koncert in moram slišati ta komad v živo. No, sem šel tja, pridem noter in res so ga zaigrali. Ta komad sem potem ugotovil, da je nabiralka zvezd in ja, bilo je magično, no. Pač je ful huda izkušnja, pač prvi slišati ta komad v živo, pač ful dober. No to, potem pa, 2 leti kasneje, sem bil na eni poroki, oziroma bila je že žurka po poroki in je v publiki, pač vrtel se je nek komad in je v publiki bila neka punca, ki je pela zraven s tem komadom in ko sem jo gledal, je bil ta filmski efekt, ker bi se čas ustavil in bi samo en spotlight bil na njej in okoli pač črnina in bi samo njo videl in slišal in je bilo podobno čarobno kot takrat, ko sem pač slišal ta komad od Tabujev v živo. Pa še ta punca je bila dosti fanica od Tabujev in se nekako poklopali in sem pač potem videl priložnost za to združiti v to pesem. Tako da, ja, ni zares so pevke od Tabujev komad, ampak je bila si kot pevka od Tabujev. Ampak, I guess, tehnično bi bila ta tretja odgovor, ker je bila ona takrat na Škisovi, to je bilo 2017. Pevka od Tabujev za konec radijskega dela pogovora. Renato, Anže in Samo, hvala za enkrat. Po skladbi pa nadaljujemo na spletu. Tako, hvala vam, hvala vsem, ki bojo poslušali. Upamo, da vam je všeč naš novi album, kupite ga. In se vidimo kaj na špilih. We love you! Nazadnje, ko sem slišal za te našla si ljubimca svojih sanj, starejšega tam nekje za 10 let ali 2, če sta res bežala, kaj počneš nazaj? Opazil sem,
Tako stojiš, kot da lastiš si ta propadel bar. A neki mi govori, da bi znala imeti prav. Pladen si zamenjala za mikrofon, jaz pa še vedno vlečem kazino za nos. Ko sem te slišal peti, si ustavila moj svet. Bila si kot pevka od tabujev, kot pevka od tabujev. Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta. Sej ne da se zaljubljam, a po moje si najčudovitejša. Tu v prostoru za kadilce, luknje na slovenski ulici, daj poljubi me, kot da me bo še kdaj. Ko sem te slišal peti, si ustavila moj svet. Bila si kot pevka od tabujev, kot pevka od tabujev. Ta-ra-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta. Dišala si po neuresničenih sanjah in izgledala kot nekdo, ki ve, kje živijo mesojede rože. Polno drugih stvari bi jih vedela samo ti. Si avtomobilski trg, ki je obžogo, dremaš na budilki in ugasnjene luči. Si lajna kokaina, ki ne popusti. Bila si kot pevka od tabujev, kot pevka od tabujev, kot pevka od tabujev, ko pela si. No Offense z albumom Čudovito in čudno ostaja z mano v oddaji Radioaktivno, tokrat še samo v spletnem delu pogovora. Album je zunaj, kako je dosegljiv v fizični ali samo v digitalni obliki? Zdaj, tako je, ne? Tukaj so bile kar debate, ker v resnici jaz sem bil zelo zagovornik o tem, da ga ne bi sploh bilo v fizični obliki, ker pač živimo v časih, ko CD-ja nimaš več kam vtakniti, kaset že zdavno prazno. Ni več, tole vinilke se sicer malo vračajo, ampak so zelo nišne, USB ključki so čudni, v glavnem tako, no, tako da tukaj, ne, tako da v bistvu smo primarno štartali na digitalno, ne, in naš album je na vseh pač pretočnih platformah, vključno z YouTubeom, dali smo ga pa tudi... Jaz sem pa drugač ogromen zagovornik tega, da album rabi imeti fizično obliko, mogoče ker sem dosti nostalgičen po naravi, ampak
Samo vrš stvar na internet mi je pač najbolj brezvezna stvar ever. Pač tako, jaz rabim imeti ta izdelek v roki na policiji, rabim ga gledati. Rabim imeti to knjigico v rokah, pač z besedili. Pač to je meni ta izkušnja. Ko kupaš album, ko prideš z njim domov, ga odpreš, bereš tekste in poslušaš muziko. Odpreti Spotify, pa si dati v ušesa, ko pač peleš psa na sprehod, mi je pač tako, it's okay, ampak... Ni to to. Ja, in tudi iz tega je išlo to, da smo potem izdali na koncu tudi v fizični obliki, se pravi sta, kot je že Anže prej omenil, smo bila midva malo bolj proti temu CD-jih in ostalim zadevam, ampak sta na koncu Renato in Filip iz lastnega žepa dala za te CD-je, da jih imamo zdaj tudi kar en lep štihelc. No. In pa vmes smo se pa vsi še malo pogovarjali, kako bi pa to spravili naprej in smo tudi izdali vinilke oziroma vprašali malo prek Instagrama, če se prav spomnim, če bi bil kdo pripravljen kupiti vinilko, preračunali, koliko približno bi prišlo, da pokrijemo osnovne stroške, se pravi skoraj brez profita oziroma brez profita naredimo te profilke in smo na koncu dobili še zadnje številke in naredili še vinilke, ki so pa izpadle, no, tu moram dati malo plus Renato, no, res zelo dobro. No. Ja, tako da na koncu smo iz nič fizičnih medijev prišli v 2. Pa še kasete bojo, sam ne povedati Anžetu še. No, če si pa kdo želi samo zastonj imeti muziko na računalniku, je pa dostopna na Bandcampu, kjer si jo lahko za nič ali poljubno količino prostovoljnih prispevkov vsak zloada v visoki kvaliteti. Album je išel 8. junija, predtem ste že izdajali single. Je tudi kaj odziva na album, sedaj ko je zaokrožena celota? Odzivi so ful lepi v resnici. Vsak, ki ga je poslušal, je bil zelo navdušen. Najbolj, kar mi je bilo všeč, je, da sem vprašal pač ljudi, tudi prek Instagrama smo naredili nek story, kaj je vaš najljubši komad in smo dobili totalno raznolike odgovore. To je meni ful hudo v resnici, pač, da vsak mu je neki bilo dober, pa neki čist drugega. Ne. Kar se tudi ful lepo poveže s tem, kar ste prej povedala, ne? Ja. To je res ta... V bistvu smo zadeli to, ne. Kaj pa mislite, katere so vaše 3 najpopularnejše skladbe po mnenju umetne inteligence? Ja. Glede na to, da nas komaj pozna, se bojim, da ne bo, ampak okej. Ne, čakaj. Kaj pa ljubezen si? Jaz mislim, da bo rekel, kaj pa ljubezen, male zmage pa Ivan. To bo rekla umetna inteligenca. Se strinjam. Kaj v resnici res? Bi pa definitivno rekel Stajniška socialna delavka. Iz prvega albuma še? Iz prvega albuma, ja. Ta ima vedno pač nor odziv na koncertih. Rekel bi tudi male zmage po moje. Zdaj na album releasu se je zgodil prvič, tem, ko smo se pripravljali, imeli smo gosta Žigata Kranjca na akustični kitari, ki je tudi na albumu zraven. Kitara, ne Žiga. Ko smo se pripravljali, sem prvi vers zaigral samo jaz na kitari, pa ga odpel in je publika pela nazaj tekst. To mi je bilo noro, to se mi še ni zgodil. Kar poznali so, pa ne refrena, verze. In so pel zraven cele verze in mi je bilo noro, tako da... Pa moje ta, pa kaj pa ljubezen bi tudi rekel. Ja, tako. S tem, da ena vas, ne vem točno kjera, je bilo Trbovlje, pozna pa Lisičko. Tam so bili pa na eni poroki, jaz pa samo. In en od naju, mogoče sem bil jaz, je uletel na oder od tega benda, nek narodno zabavni bendi, v tam na poroki najet in nisem imel bobnarja za en komad in sem uletel gor na bobne in igral z njimi, karkoli so oni igrali. Pa sem rekel, kaj če se zamenjamo, pa sem šel na kitaro, pa sem začel tam igrati Lisičko in pa smo malo to Lisičko odigrali tako 5-krat v temu večeru, da so še naslednji dan zjutraj, ko smo celi zmačkani bili tam v kafiču na jutranji kavi, so tako kelnari hodili do nas, pa nam tako, ti nisi že, ti si Lisička, nam tako pel, so bili tako shit. No, sedaj še jaz dam odgovor, kaj je napisala umetna inteligenca za vaše 3 skladbe in sicer Male zmage, kar ste omenili. Potem Ivan, kar ste prav tako omenili, in potem so še izpostavili skladbo No Offense, ki pa jaz z vaše strani ne poznam. Ne, to pa mislim, da je od Happy Old McQuizzle. Verjetno res, ampak piše, da je to vaša skladba. Ni, lahko pa naredimo. Celotna diskografija torej. Išla pa je celo, preden ste se ustanovili leta 2012. Super. To je skar zigar Happy Old McQuizzle. Naslednja, ki bomo spustili, bo Schrödinger je bil amater. Malo gremo fiziko. Kvantna fizika, res je. Ta komad je, fun fact, je v isti punci kot pevka od Tabujev. Ja. V glavnem se, da ne bomo komplicirali. Pač, dokler je flirt, je pa ni. Pa če pa kaj rečeš, gre pa lahko narobe. In
do tam obstaja in je zanimiv, in je atraktivno, in je zabavno. Tako da včasih je bolj stvari tam pustiti, včasih pa ne. Jaz jih ne morem. Povedal ti bom skrivnost, ki jo noben ne ve. Zasledil sem video od tega in na njem sva jaz in ti. Ujel je, ko ti nekaj govorim, z očmi korak stran od pomežika. Slišala za efektom opazovalca, kjer če nekaj greš preverit, spremenil boš končni rezultat. Če bi se pogovorila, bi bil ne, ko sva tiho si praviva, ja. Kar je ostalo izrečeno, potrdim hkrati ne, zakaj smejiva se le mi dva, ni nišče drug slišal šale ta dan. No, moja teorija je, da sva edina, ki razumeva dolžino valov. Ni treba, da ima človek Nobelovo, da vidi, da ti sede in da nekaj je v zraku don. Zato je še toliko bolj ironično, da bi se zmotil, če bi mislil, da me nama nekaj bo neizrečeno. Potrdim hkrati ne, zakaj smejiva se le mi dva, ni nišče drug slišal šale ta dan. No, moja teorija je, da sva edina, ki razumeva dolžino valov. Schrödinger, Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger. Amater, kako pa k tebe ni nikoli spoznal. Neizrečeno, potrdim hkrati ne, zakaj smejiva se le mi dva, ni nišče bo slišal šale ta dan. No, moja teorija je, da sva edina, ki razumeva. Neizrečeno, potrdim hkrati ne, zakaj smejiva se le mi dva, ni nišče bo slišal šale ta dan. No, moja teorija je, da bil je amater, kako pa tebe ni nikoli spoznal. Renato, Anže in Samo, člani skupine No Offense, kako vi gledate na slovensko glasbeno sceno? Fenomenalno je, mislim. Totalno razcvet je doživela v zadnjih letih. Bendov je več kot jih pač, kaj naštejem, poznam niti, mislim, pač milijonih je, pač ful je enih mulcev, ki dela ful dobro glasbo, pač se mi zdi, da vedno več ljudi prime za inštrumente in si upa pač dati nekaj svojega v svet. Pa predvsem smo vsi ful navdušeni, ne, ker pač smo pač uživali sicer, ker smo leta in leta žurali na Bigfoot Mamo, pa na Siddharto, pa vmes so celo prišli takrat, ko smo bili mi v srednji, so bili na novo Elvis Jackson, ampak v resnici so se dolga leta bolj kot ne kar naprej rolali eni in isti bendi, ki jih poslušamo že pač 40 let, ne. Kar po svoje tudi ni nič narobe, ne, in pač smo res dobro tudi na njih prežurali in marsikateri od njih je imel veliko dobrega zapovedati in tako naprej, ampak v bistvu smo res srečni, da so tudi konec koncev v ospredje glasbene scene, ne samo v neko to zaledje prišli tudi neki mladi novi bendi, pa zdaj tukaj govorimo vse od Koala Voice, Murphyjev, Kokosov, Jet Black Diamonds, Lim Smrat in Žila bolj v naši smeri, pa... Čeprav oni so bili full bandov prej že. To je res, ampak nima veze, ne, pač Yeah. Zdaj so nekako se prebilo v spredje, ne, pa Alo Stari, pa tako naprej, no, tako da res tudi v tej bolj mainstream smeri v bistvu so se mladi prebilo v spredje, no, in mi smo zelo zadovoljni, da se tudi to dogaja, no. Dejansko ste 3 imena že izpostavili slovenske glasbene scene, oziroma še nekaj več imen, kot je bilo slišati. Drugače pa več informacij o vas na spletu, na družabnih omrežjih predvsem. Ja, nimamo spletne strani, tudi ni plan, da bi jo v kratkem naredili, je pa vseeno, kar je pomembno, zapisano na socialnih omrežjih, predvsem pa v bistvu glavna stvar je pa itak muzika, ki smo pa že omenili, no, da je lahko vidite kjerkoli, no, za socialno omrežje pa v resnici predvsem
kakšne novosti, kakšni datumi špilov, če želite nas prijeti poslušati, kakšna neumnost, tako. Za merch se vedno lahko zmenimo na Instagramu, sam pač pišite nam, tako da res ni potrebe po nekih spletkah. Predzadnja, ki jo bomo spustili, bo O bog. O bog smo sicer že nekaj obdelali vmes v Pandori, ker sem hotel, da še kaj en mali delček se na radio sliši, tako da ne bomo tukaj dolgo vezali. Drugače pa tudi ne, mislim, ta glavni vzklik med refrenom je sicer Bog je mrtev, ampak to je spet v bistvu ena pesem, ki se predvsem v bistvu tako nekako jezno, melanholično govori o pač stanju sveta in vojnah, ki se trenutno dogajajo in se pač nekako nemočno počutimo pri tem, da bi zares kaj zelo primerljivega, zelo oprijemljivega lahko naredili glede tega, tako da... V resnici je komad o družbi, ne o veri, čeprav bi mogoče po naslovu pa refrenu lahko to sklepal. Ampak ja, bolj se gre o tem pač, kako smo ljudje lahko to pač zarukani, da dopuščamo, da se dogajajo take stvari na svetu kot se, ja. To je to. Človek res lahko dober, ali je tole iluzija? Je človeštvo res le dokaz, da Bog ne obstaja? Je človek res le lupina, v njej pa pošast? Je človek res le uganka, rešitev pa smrt? V obliki srca po zidovih in Bog je mrtev. Jo kot roka, ki se je na ta deževni dan še zadnjič zbudil. Bog je mrtev. Zbudil je jesti, žalosti, popolni nemoči. Bog je mrtev. Nemoči neba in oči, nič se ne spremeni. Bog je mrtev. Ki se bleščijo nad golimi vrhovi, kolona ljudi, ki hiti na pomoč. Mlada fanta, ki ima v srcu ni ljubezen. Ne boj se, mogoče je še čas. V obliki srca po zidovih in Bog je mrtev. Jo kot roka, ki se je na ta deževni dan še zadnjič zbudil. Bog je mrtev. Zbudil je jesti, žalosti, popolni nemoči. Bog je mrtev. Nemoči neba in oči, nič se ne spremeni. Bog je mrtev. Fantje, za konec tega pogovora, album je aktualen, svež, kakšni izzivi so pred vami? Ja, en velik izziv je, se mi zdi, pač kam in kako iti naprej, ne. Moramo se odločiti, kaj bo naš sound naprej, bomo še šli v to smer, da komadi nastajajo spontano, tudi žanrsko, ali bomo šli malo bolj usmerjeno v to. Ena odločitev je, kam bomo šli snemati naprej, da smo dali ful teh izkušenj z različnimi producenti in studiji. Moramo se malo sesti pogovarjati, kaj nam je najbolj všeč bilo. Mogoče na tej točki vsi, ki smo delali z njimi, jaz mislim, da praktično z nobenim nimamo pripomb, tako da če ima kdo željo nam poslati kakšno posebno ponudbo, ful super discount sprejemamo na mail, Instagram ali Facebook. Malo za šalo, no. Malo za res, we're fucking broke. Tako da ja, no, pa v bistvu jaz mislim, da novim izzivom naproti, no, sej pač zdaj trenutno pa upamo na živahno poletje, ker nekaj špilov že imamo rezerviranih. Ene celo v Avstriji. Tako, celovcev.
malo bojo dopusti, če bi kdo še kje hotel špil, z veseljem pridemo. Pa mislim, da potem bolj zagrizemo za naprej delo z novo glasbo v jeseni, ko bomo mogli razmisliti, ja. Mene je drugače uspelo napisati eno komad v tem času. To je tudi nekaj. Ja, to je začetek. Tako da kreativno žilica ne popušča. Ne, zgleda je še neki tam. No, Idej? glede na to, koliko ste videli zdaj govorila, ste še jaz zavedano, moram kot kaže še jaz kako malo spise, da ne bo to sam kitarista na spotlightu. Stajni čas. 2 ure, ali ko že govorimo, tako da. Samo en genijalen baseline prinesel enkrat na vaje. Jaz se ful veselim, da naredimo nekaj iz njega. Tako. A sam enega? Au. Ja, en je bil genijalen. Ja, tako da ja, no, ne, kreative pa ne manjka, no, to pa res ne. Tole sploh glasbeno imamo idej ful, zapovedati imamo veliko, bomo videli, kako bomo uspeli to skupaj sestaviti, tako da, kot pravijo, idemo dalje za iste pare. Bomo pa zaključili zmagovito skladbo in sicer bodo to Male zmage. Male zmage, to je pa po mojem naš prvi tako hit bil. To je prvi komad, ki so ga vsi, bom rekel, radi zagrabali. Ful se je vrtel. Bil je nominiran za popevko tedna na Valu 202 celo. Na koncu so Jet Black Diamonds premagali, ko so izdali na isti dan Pridne fante. Z istim režiserjem, v bistvu isti režiser nam je naredil spota in še na isti dan, čisto po nesreči, v resnici smo ga izdali. Mene je čudovit komad. V resnici pač, to je komad, ki sem ga napisal, ker sem ga rabil slišati, ker včasih pač rabiš nekaj, da te spravi iz postelje, vsaj jaz, nekaj da za boj proti nekakšni depresiji, ko ne rečem. In tako, v bistvu, ko ga poslušam, dejansko me razveseli. Tako da, vsaj za mene pač ful dobro funkcionira. Tako da je pa definitivno bolj zdrava alternativa, če rabiš zjutraj nekaj, da te dvigne kakor šnopc, tako da. Bo pa sedaj skladba dvignila še tudi vse poslušalce. Renato, Anže in Samo, hvala, da ste bili gostje oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delo naprej. Hvala tebi, Boštjan, naslednji se vidimo v Ormožu. Danes sem precej ponosen na sebe, danes sem celo naredil neki sabo, Časa ni spet odšel, je nikamor, rekel bi, če naredil ne bi neki sabo, Danes dol sem z posle in odšel v svet. Male zmage so način, kako živeti. Če horim en korak za drugim, sem zmagal. En korak za drugim, da zmagam. En korak za drugim, pa zmagam. Ni še konc. Horim en korak za drugim, da zmagam. En korak za drugim, pa zmagam. En korak za drugim, da zmagam. Ni še konc. Poglej, sonce je ušlo pred tvojim oknom. Poglej, če danes ne gre, jutri je nov dan. Poglej, prav vse je možno, tudi dobro. En korak za drugim, pa boš tam. Vsak dan! Sem z posle in odšel v svet. Male zmage so način, kako živeti. Danes mislim, da sposoben sem sprejeti. Da male zmage so način, kako živeti. Če horim en korak za drugim, sem zmagal. En korak za drugim, da zmagam. En korak za drugim, pa zmagam. Ni še konc. Horim en korak za drugim, da zmagam. En korak za drugim.
smo Nova Fans in poslušate Radio Aktivno. Oh, yeah.